soboto. No, to gre za ta format v dveh jezikih. Naš prvi predsednik Milan Kučan je napisal uvodnik v temu časopisu, je ravno kar prišlo iz tiska, v soboto bo pa promocija. Tako da posebej sem menil, da je treba omeniti vlogo profesorja Osovnika in njegov odnos do črnogorske skupnosti. Če vam mimogled povem, on je pred parimi leti te majhnih skupnosti podaral skoraj 400 knjig, veliko povezanih z Petrom Petrovičem Njegošem, ki se nahajajo v knjižnici enega od teh naših društev v Ljubljani, kar je praktično bogatstvo. Tako da vam predlagam v spomin na profesorja Osovnika, če bi mi vzela minuto molka, dali spoštovanje za vse te naredili za nas. Slava mu. Prvi tekst v Ozirani, kot je gospod Skenderovič povedal, je 10 avtorjev v tem drugem delu Oziranja, oziroma slovensko-črnogorskih Oziranj ali pa crnogorsko-slovenačkih osvrtanja, je podalo pravzaprav svoj kod oziranj na slovensko-črnogorske odnose, na te mostove med slovensko in črnogorsko kulturo, zgodovino, umetnostjo, če hočete. Prvi esej je esej profesorja Vladimirja Osovnika, ki predstavlja pravzaprav biografijo Petra II. Petroviča Njegoša in kako je Njegoš bil sprejeman v slovenskih kulturnih in političnih krogih, predvsem v kulturnih krogih. Naslednji tekst potem, ko je gospod Skenderovič se še ozrl pravzaprav na samega profesorja Osovnika, je moj tekst, ker sem poskušal združiti Franceta Prešerna in Petra II. Petroviča Njegoša, ki sta bili pravzaprav veliki literarni superzvezdi v 19. stoletju in če tudi pravzaprav se nista nikoli srečali. In to ju nekako postavlja v skupino legend, kot sta recimo Batman in Superman na drugi strani, ki se ravno tako nikoli nista srečala in nikoli se nista imela priložnosti pravzaprav iti na kavo in na klepet. V eseju razkrivam, da sta Prešern in Njegoš sicer delovala v povsem različnih okoljih, eden v Habsburški monarhiji, drugi v pol samostojni pravzaprav Črni Gori takrat še, a sta oba imela neverjetno podobno misijo. In Njegoš in Prešern sta pravzaprav s poezijo gradili narodni identiteti. Prešern Slovencev, Njegoš Črnogorcev. In medtem, ko sta oba delovala samostojno in popolnoma neodvisno drug od drugega, je njuno usodo pravzaprav na koncu prepletel Jernej Kopitar, cenzor, slavist, ki je tudi nekakšen nesojen Kupido vse slovanske kulture. Prešernu na eni strani prepovedal zdravljico, na drugi strani pa je bil Kopitarjev vpliv na Njegošev pisani jezik posreden, ampak izjemno velik, in sicer prek jezikovnih reform Vuka Karadžiča, ki jih je seveda Kopitar podpiral, in po nekaterih informacijah je Kopitar pravzaprav vsaj soavtor, če ne glavni avtor Vukovega prvega rečnika srbskega jezika. Čeprav se torej Prešern in Njegoš nista poznala, je njun svet v neki esejistični alegoriji zbližala nenavadna anekdota, v kateri so Kranjci v gostilni prepoznali Njegoša kot uglednega in prijaznega gospoda, in bom prebral v mojem črnogorskem prevodu iz rokodelskih in kmetijskih novic iz leta 1844. Sinoć oko 8 sahata uveče u gostionicu kod Crnoga orla dođeše trojica ljudi koji bijahu donekle, ali ne sasvim, tursko odjeveni. Pošto nas čuše gdje zborimo kranjsko, odpočeše razgovor s nama
i kazaše da su Crnogorci, Montenegrini. Mi pomislija smo da su trgovci, jedan među njima bijaše visoke i stasite pojave otmjeno obučen, te nam se osobito dopade i sasvim milostivo s nama razgovaraše. Ispita smo ga o crnogorskoj trgovini, običajima, rukotvorinama, zemljoradnji, a dado smo mu i naše kmetijske novice da ih pogleda. Na svako pitanje nam odgovaraše ljubazno, jezikom crnogorskim, Kranjcima lako razumljivim. I upita nas između ostaloga, znamo li gospodina Kopitara u Beču? U najvećem žaru razgovora sazna smo od kraljevog glasnika ko je zapravo taj ugledni i prijazni gospodin koji nam je ukazao čast razgovarajući s nama. I ko bijaše on? Milostivi i svake časti dostojni vladika, to jest episkop stare vjere, koji u Crnoj Gori ima i svjetovnu vlast. Postili smo se što mu ne ukazasmo dužnu čast njegovom visokom činu, ali nas utješiše njegove srdačne riječi pri rastanku, kad reče "Zbogom Kranjci", i time pokaza i onima koji su naš jezik možda podcjenjivali, da nas i Crnogorci, premda iz dalekih krajeva dolaze, mogu lako razuvjeriti. Pravzaprav s to nekakšno eseistično alegorijo kaže neko simbolno bliskost med slovenskim in črnogorskim narodom, ki je morda tudi najbližje temu, kar smo se kdaj sploh približali srečanju teh dveh velikanov, Prešerna in Njegoša, ki se, kot rečeno, fizično ni nikoli zgodilo. O povezavah med Prešernom in Njegošem govori seveda tudi naslednji esej v tej zbirki, to je esej, in to nam je bilo v veliko veselje, vnuka dr. Rakočeviča, upam, da je tukaj, gospod Gorazd Rakočevič, in ker smo se nekako, vsaj mi pa z Remcem, upam, da je to prispelo tudi do vseh avtorjev, dogovorila, da bova tako improvizirala, da bova avtorje posameznih esejev prosila, da nam v kratkem povesta, o čem sta pisala. Jaz bi, gospod Rakočevič, če dovolite, samo kot uvod, povedal, Milan Rakočevič je leta 1941 doktoriral na filozofiji v Ljubljani na temo Njegoševog čojstva, to je ne da se prevesti pravzaprav v slovenski jezik, in je bil izjemen jezikoslovec, njegošolog, filozof, ugledni profesor, ki je praktično celo potem svoje življenje po drugi svetovni vojni preživel v Sloveniji. Gospod Rakočevič, izvolite. Ste mi tudi kakšno povzamem načela? Čisto. Ja, malo sem se čekal. Hvala sem, da lahko predstavim v parih besedah ta prispevek, ki je prišel tako malo ad hoc, niti nisem pričakoval, da se zahvaljujem tudi gospodu Remzotu za to priliko, da sem jo imel. Zdaj pa se pravim v parih besedah. Milan Rakočevič med Njegošem in Prešernom. Kako prikazati nekoga, ki si ga poznal pred skoraj pol stoletja kot vnuk? Prispevek v njegovem delu pa se je začel malo pred drugo svetovno vojno. Nekdanji republiki, med katerima je bil razpet in katerih kulturo je skušal povezovati, sta sedaj ločeni državi. Potreba za iskanjem skupnih točk pa ni danes nič manjša, kot je bila takrat v njegovem času. Podobno kot v času, ko je zagovarjal doktorat Njegoševa etika čojstva, tudi sedaj grmenje topov grozi, da bo preglasilo plemenite muze poezije in umetnosti. Takrat je začel tudi prevajati Franceta Prešerna v srbski ali morda črnogorski jezik. Dugo v senadah in bojah, prođoše me inat i strah, srce prazno neveselo, nati strah bi natrag htjelo. V teh verzih je zaobjeta skoraj vsa resnica človekove eksistence, od tod torej enačaj med poezijo in filozofijo.
Ali z besedami Milana Rakočeviča, veliki pesniki in veliki filozofi si v vsakem obdobju niso prav daleč stran. Ko Prešeren pravi, da je dolgo upal in se bal, jasno pokaže na glavni gibali v človekovem življenju. Ponavljajoče se upanje in hrepenenje in vse prisoten strah. Morda mu je resnično uspelo, podobno kot v vzhodnjaških tradicijah, filozofije in religije, osvoboditi se za nekaj časa obeh bremen posameznikovega jaza, a kmalu je zopet prevladala neznosna moč ega, ki je za svoj obstoj pripravljen sprejeti tudi neprestano trpljenje. Ali si ti tijelu večno mučenje, ali tijelo tebi vremena tavnica, edinstveni zakon, kakav vas sredini. Enako kot Prešeren se tudi Njegoš zavedal dvojne narave misli, blagoslova in prekletstva. Od največjih višin, najbolj vznesenih trenutkov do najglobjih brezen. Tako je torej poezija in filozofija obeh največjih duhov, obeh najmanjših slovanskih narodov vplivala na življenje in delo Milana Rakočeviča na način, da je čutil skoraj poslanstvo približati Njegoša Slovencem in Prešerna Črnogorcem. Zanimiva pa so njegova opažanja glede mentalitete obeh narodov, ki jo je pogojeval zgodovinski razvoj in širše okoliščine. Slovenci je videl kot realiste, skoraj pretirane materialiste, medtem ko Črnogorce je videl kot utopične idealiste. Tako sta tudi oba velika pesnika popolnoma ustrezala tem predstavam. Epik Njegoš in lirik Prešeren. Morda je takšna delitev poezije včasih celo nekoliko umetna, saj je poezija ena in nedeljiva, najvišji izraz življenja. Bog slavuje branit stav, pustinjakov progovara. Neka slavoj pjesme stvara, kakvo sam mu grlo dao. Kom sam pjesme dahnuo, dao sam mu pjesme svoje. I njih samo neka poje, dok ne bude izdahnuo. Milan Rakočevič je pri opazovanju skupnih značilnosti Črnogorcev in Slovencev prišel do zaključka, da so obojim lastne določene psihološke poteze in odlike razvite v večstoletnih bojih in prizadevanjih za obstanek v neprijaznih in sovražnih sredinah. Pri Črnogorcih boji s Turki, pri Slovencih popiranje germanizacije. Za podobnosti si sposodimo besede Črtomira iz Uvoda k krstu pri Savici. Najviše svijeta čuje djecu slave. Treba ići tamo gdje ta djeca sama u slobodi žive i zakone prave. Ako li bogovi smrt pošalju nama, manje je strašna noć u grobu crnu, no pod suncem dani ko je ropstvo slama. Določene razlike v mentaliteti, pogojene tudi stopnjami nasilja in brutalnosti sovražnikov, so vplivale na nekoliko različne poudarke in konotacije pojmov, kot so morala, etika, človečnost. Odtot torej nekoliko poseben pomen črnogorske besede čojstvo. Njegoš je rekel, junaštvo je braniti sebe od drugih. Čojstvo je braniti drugega od sebe. Ko govorimo o čojstvu, se seveda sama od sebe ponuja vzporednica, skoraj sopomenka človečnost. No, vsezadnje govorimo o vrednotah, ki so obče človeške in bi morale biti seveda tudi evropske, kar je zadnja leta najpogosteje uporabljena in najmočneje zlorabljena besedna zveza. Trenutni moralni kolaps, že kar razkroj Zahoda, še posebno Zahodne Evrope, seveda s temi pojmi nima nobene skupne točke. Ko sem pregledoval družinske vere za ta prispevek, sem našel listek, na katerega si je Milan Rakočevič z roko napisal naslednjo misel nemškega filozofa Karla Jaspersa. Da bi človek ustvaril život, vreden sebe, mora da se održi v životu. A da se održi v životu, može jedino, ako ustvari takav život. Končajmo torej s preprosto resnico. Človek ne more zares živeti brez smisla, hkrati pa potrebuje obstoj, da bi sploh lahko dosegel smisel na življenje. Super, hvala, jaz sem bil navdušen nad vašim prispevkom. Profesor dr. Milan Rakočevič si zagotovo zasluži naš spomin
in zagotovo se zasluži še kakšno publikacijo. Mimo grede, magister Lenart je Šetinc je z nami, on je v uvodu k Remzotovem prvem slovarju je veliko pisal o doktorju Rakočeviću. Hvala lepa. O še enega velikega Črnogorca, ki je deloval v Sloveniji, smo odkrili in o njem je kratek esej, dober esej napisal Vildan. Tako da Vildan, prosim, predstavi profesora dr. Radomila Ilića. Hvala. Dobar večer. Naprej vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu Črnogorskega kulturnega društva Komovi iz Maribora. Zelo me veseli, da sem danes tukaj. Imamo veliko gužvo glede naše manifestacije, ko jo pripravljamo, ampak zelo me veseli, da sem med vama danes tu, pa tudi kot en predstavnik unikatnega črnogorskega štajerca. Glede na to, da je taj prispevek pisan v črnogorskem jeziku z veliko emocijo, jaz se naprej opravičujem, ampak moj komentar bo tudi v črnogorskem jeziku, ker jaz sem en mladi član naše diaspore, 7 let sem tu živim v Mariboru in še vedno emocijo ne vem, na kaki način lahko prevajam. In iz tog razloga nastavit ću na crnogorskom jeziku. Jednog jutra sasvim slučajno sa jednim našim članom razmjenjivali smo par informacija i slučajno naišli tekst u dnevnom časopisu Vijesti iz Crne Gore koji je tako u određenim stavkama opisao do tada nepoznatog Radomira Ilića. Ono što, dok sam ja čitao, pronašao sam dijelom i sebe i dosta naših zemljaka koji su ovdje, koji su daleko od svoje domovine, a koji su upravo u ovoj državi našli svoj novi dom i kroz određene generacije također pored naše Crne Gore i Slovenija postala naš drugi dom, naša druga otadžbina. Da bih saznao nešto više o Radomiru Iliću, naučniku svjetskog glasa, a čovjeku velikog srca, morao sam dosta da istražujem, u smislu da sam pokušao i uspio da dođem do njegove djece koje trenutno žive u Ljubljani i Piranu. Govoreći na jednoj večeri sa njegovom kćerkom, osjetio sam tu emociju i nekakvu potrebu da ga predstavim crnogorskom narodu, odnosno publici u Crnoj Gori na takav način da kakav do sada nije bio, jer dosta osoba uopšte nije ni čulo za njega. Iz jednog malog sela Srijede kod Nikšića pa preko Ljubljane gdje je završio fakultet fizike, dostigao svoj magistrat i doktorat na legendarnom MIT u Americi, u Bostonu, došao do Antarktike. Jedan je od rijetkih, ako ne jedini crnogorac koji je kročio na tlo Antarktike u smislu da je predvodio 2 puta ogromnu ekspediciju, slovenačko-ukrajinsku ekspediciju. Ono što me poistovjećuje sa njim i odnosno ono u čemu sam se ja pronašao jeste da bez obzira na znanje koje nosimo, na škole koje završavamo, ostajemo obični ljudi. Ono što sam iz razgovora sa njegovom kćerkom vidio jeste da jedan tako veliki naučnik koji je nosio svakodnevno neke obične majice i neke obične farmerice mogao razgovarati sa vama u istom trenutku o nuklearnoj elektrani, nuklearnom reaktoru u kojem je radio, a sa druge strane razgovarao na kakav način i njegova baka plela vunjene čarape. Ono što govori o njemu jeste da je bio veliki radnik, da je dan-noćno pisao, čak je bio i urednik uglednog naučnog časopisa, bio profesor na fakultetu. Za njega bi kolege Slovenci rekli, kada bi htjeli da ga zezaju, da u stvari nije Crnogorac, već da je samo neki obični Slovenac pod maskom Crnogorca.
Ono što ga je pokazivalo, odnosno odlikovalo kao Crnogorca, jeste da kada bi došao kući s posla, uvijek je tražio da legne i da ga niko ne dira, da napuni snagu za sljedeći dan. Tužna strana samog teksta koja je veliki trag ostavila u meni dok sam ga pisao jeste ta njegova zadnja putešestvija na Antarktiku, sa koje je poslao razglednicu i zbog svojeg vjerovatno rada i kontakta sa nuklearnim reaktorima i svemu ostalim, svoj život tako jednostavno je utihnuo i poslao jednu razglednicu sa Antarktike. Antarktika, kada je poštar zazvonio na vrata i udjelio razglednicu njegove ćerki, njega već nije bilo. Tako da ta priča je nekako mene dodirnula i sve ostalo da napišem ovaj tekst. Ovaj tekst sam naravno objavio u osvrtanju, a također i u časopisu koji ćete imati prilike da od subote naprijed vidite. Ujedno koristim i priliku da sve vas pozovem u Maribor na sljedeća 3 dana na program naše manifestacije Dani Crne Gore u Sloveniji, u Mariboru 16. do 18. Iz tog razlika, danas ja nisam u nekom smokingu sa dozvolom gospodina Skenderovića, danas smo u reklamnoj majici naše manifestacije. Taj događaj prati izložbu otvaranjem izložbe naše crnogorske umjetnice Hajdane Kostić. Imaćemo promociju časopisa Komuna, imaćemo fudbalsku utakmicu dijaspore i veterana nogometnog kluba Maribor, jedno završno veliko večer gdje pored kulture, odnosno pored učesnika iz Crne Gore koji predstavljaju crnogorsku kulturu, bit će predstavljanja i kultura svih naroda koji dolaze iz Crne Gore, ali i prijatelja koji bivstuju i koji sarađuju sa nama u Mariboru, odnosno taj dan u subotu 18. oktobra 16 sati u Štuku ćemo slaviti nekako praznik kulture. Hvala vam u moje ime i u ime svih ostalih naših članova iz Maribora. Zahvaljujem se i to je to. Tako pa smo iz pozabe potegnili pravzaprav še enega pomembnega Črnogorca, ki je deloval v Sloveniji. Kot veste, tudi v prvih poziranjih smo kar nekaj vsebine posvetili pomembnim Črnogorcem, ki so delovali v Sloveniji, tudi Veseljko Simonovič, recimo, tako da sem vesel, da tukaj lahko pozdravim Ifigenijo Simonovič med nami. Pozdravljam pa tudi Stanka Štrajna, ki sedi zraven nje, in Stanko Štrajn svoj esej v teh oziranjih namenja pravzaprav neki ideološki doktrini bratstva in jedinstva. Stanko izvoli, samo da omenim, da je Stanko jedel kostalj in da sta mu zato izpadla 2 zoba, ampak da jih bo kmalu imel, tako da ne ga preveč v zobe gleda. Svoj Stanko. Hvala za besedo. V meni imenitnem romanu Naslednje leto nasiljenja v Jeruzalemu je judovski pisatelj René Kaminski iz Poljske v uvodu poudaril, da je po židovski logiki resnica najdragocenejša dobrina, zato so Judje z njo nadvse varčni in ravnajo resnico zelo skrbno. No, sam v svojem življenju nisem upošteval te judovske modrosti, je bila bližje starogrška teza, da je resnica in govoriti resnico pravzaprav vrlina. Vidim, da je resnica v naravoslovnih znanostih predvsem razmerje med
našim mišljenjem in stvarnostjo. Tu je ugotavljanje resnice dokaj enostavno. Mnogo bolj zapleteno pa je ugotavljati, kaj je resnica v družboslovni znanosti, kjer trčimo na ideologijo kot na izkrivljeno zavest, ki nas skuša kar naprej prepričati o tem, da je resnica nekaj drugega kot tisto, kar ustvarnost dejansko je. Resnica je kot beseda samostalnik, po vsebini pa je seveda mnogo bližje pridevniku, ker nam označuje ali opredeljuje razmerje med našim mišljenjem in med našim ravnanjem, med našim odnosom, med našim etosom in med tem, kako v življenju živimo. Bratstvo in jedinstvo, se gotovo spomnite, je bila parola, ki je nekako v jugoslovanskem prostoru bila adekvatna paroli francoske revolucije o bratstvu, enakosti in svobodi. Zdaj, v letih 90-91, ko je Jugoslavija nekako razpadla, so meščanski ideologi zlorabili vsebino te parole na ta način, da so nekako prepričali ideološko prebivalce bivše Jugoslavije, da je razlog za razpad Jugoslavije pravzaprav to, da je bratstva in jedinstva bilo preveč in da nam je, ko bi rekel, ta socialistična ideologija povzročila to, da nismo več sposobni živeti v skupni državi. Seveda, resnica v tem jugoslovnem smislu, kot rečeno, ni nič enostavnega, zato do nje pridemo lahko edino tako, da pojem analiziramo, ga primerjamo z tem, kar se nam v vsakdanjem življenju dejansko godi. No in moja ambicija v tem kratkem eseju ni bila vrednotiti bratstvo in jedinstvo in ideje socializma, v katerih smo zrasli, ampak moja ambicija je bila za eno tako zelo fragmentarno analizo pokazati, kaj je res za to, ko bi rekel, parolo, ki smo jo svoje čase imeli vsi ne samo na jeziku, v srcu, ampak tudi v misli. No, primerjava tega, kako smo živeli včasih in tega, kje in kako živimo danes, me je pripeljala do teze, ki jo bom kar prebral. Resnica je, da bratstvo in jedinstvo ni bila vzrok razpada SFRJ, temveč obratno. Resnica je, da je SFRJ razpadla, ker bratstvo in jedinstvo ni bilo več. Ker so ga tedanji politiki zavrgli, da so lahko zadovoljili svoj pohlep po oblasti na temelju norosti nacionalizma. To, kar dojemam jaz v Sloveniji, sem prepričan, da je aktualno tudi v Črni gori ali pa v Srbiji ali pa na Hrvaškem, saj se nam vsem narodom bivše Jugoslavije dogaja enako, da pod vladavino neoliberalnega meščanskega kapitalizma pozabljamo na vrednote, ki smo jih nekoč živeli in jih tudi znali ceniti. Hvala.
Profesor dr. Iztok Simoniti je avtor naslednjega eseja in govori o odgovornosti, pravzaprav od lastne odgovornosti in seveda etiki do odgovornosti zaščititi. Profesorja Simonitija danes ni tukaj, zato ga bomo preskočili. Naslednji esej pa je napisal magister Lenart Šetinc, zanimivo. V Črni Gori v teh turbulentnih časih študentskih gibanj po vsej Evropi in tudi seveda po takratni Jugoslaviji nekih velikih študentskih protestov takrat ni bilo v Črni Gori. Ampak je gospod Šetinc vseeno našel vezi med Slovenijo in Črno Goro, kar se tiče tudi študentskih protestov. In to vez vidite pravzaprav tukaj. To sta dva takrat mladenca, ali kako bi se temu rekel, mladeniča, ki sta oba sodelovala v teh študentskih protestih in v vodenju študentske politike takrat. Izvolite. Lepa za besedo. Remzo je živ dokaz, da so Črnogorci takrat pomembno vlogo igrali na drugih univerzitetnih središčih, ne samo v Titogradu oziroma Podgorici. Ker ni bilo pravne fakultete še v takrat Titogradu, so študenti iz Črne Gore študirali v Sarajevo, v Beogradu, v Skopju in tudi nekateri v Ljubljani. Moj prispevek govori pravzaprav logično nadaljevanje tega, kar je kolega Štrajn zdaj povedal. Vprašal sem se, kaj so leta 68-74, ki smo jih proučevali sicer pri zborniku o študentski organizaciji v Sloveniji, ki smo ga izdali točno pred enim letom, kaj so ta leta pomenila v zgodovini, v novejši zgodovini Jugoslavije. Ugotovili smo, da se je pravzaprav takrat dogajale dogodki iz tistega časa, so pravzaprav determinirali na nadaljni razvoj in nadaljne tudi tragične dogodke v Jugoslaviji. Vprašali smo se, katere so bile tiste značilnosti, ki so prispevale k razpadu Jugoslavije, skupne države Črne Gore in seveda Slovenije in seveda drugih federalnih enot. Jugoslavija je v tistem času v mednarodnem okolju veljala za relativno politično stabilno državo, z gospodarsko rastjo in pomembno vlogo v gibanju neuvrščenih in z velikim ugledom v svetu. Vendar pa mi, ki smo to doživeli in nekateri med nami tukaj smo doživeli tisti čas, pa tudi analize zgodovinarjev kažejo, da so že takrat nastale velike razpoke in nasprotja v Jugoslaviji. Tako recimo zgodovinarji pravijo, da gre za prelomno obdobje v zgodovini Jugoslavije, zaznamovano z notranje političnimi, družbenimi in ekonomskimi problemi, pa tudi vplivom mednarodnih dogodkov, predvsem okupacijo Čehoslovaške, ter naraščanjem nacionalističnih in decentralizacijskih teženj, ki so se izrazile v ustavnih spremembah in so napovedale kasnejše usodne dogodke. No in tukaj se postavlja prvo vprašanje, a je ustava iz leta 1274, ki je bila poskus pomiritve teh konfliktov in je poudarila samostojnost, državnost federalnih enot, vključno s pravico do odcepitve, vzrok in povod razpada Jugoslavije. Moj odgovor je seveda, da ne, in da prav obratno. Neuresničitev določb, ki jih je ta ustava zapisala, je povzročila razpad Jugoslavije. No, recimo, beograjska zgodovinarka Dubravka Stojanović pravi, da gre za ustvarjen mit, ki bi naj zakril dejanske krivce razpada. Ona kot dejanskega krivca razpada vidi srbski nacionalizem. Zgodovinar Zdenko Čepič pa ugotavlja, da je hrvaška pomlad, Maspok in slovenski liberalizem spremljal nacionalizem in sicer pri Hrvatih odkrito, pri Slovencih pa tukaj prikrito, vendar pa tudi se pojavi nacionalizma. Zanimivo je, kako črnogorski zgodovinarji
in akademiki gledajo na ustavo iz leta 1974. Tako, če samo citiram akademika Šerba Rastoterja, on to obdobje vidi kot čas reforme, ki je presegla pričakovanja, kot čas premika, zelo zanimivo figuro, iz demokratičnega centralizma k decentraliziranemu pluralizmu. Zgodovinar Dragan Bogojevič to obdobje obravnava kot pomembno za oblikovanje moderne črnogorske identitete in državnosti. Tako da ustava iz leta 1974, kljub nekaterim kritičnim, tako kot Bratstvo edinstvo, se tudi ta ustava obtoževala, da je eden od vzrokov razpada Jugoslavije, se pokaže, da je v različnih okoljih različno tolmačena, da pa večina vidi v tej ustavi pomemben element državnosti federalnih enot in seveda pomemben dogodek v zgodovini skupne države. Zdaj pa nekaj besed o študentskem gibanju, kajti ko smo proučevali, kaj se je dogajalo med študenti in študentskim gibanjem, smo naleteli na to, da zgodovinarji skoraj niso ovrednotili, kakšen je bil vpliv študentskega gibanja in študentske organiziranosti tistega časa na dogodke v tistem času in na kasnejše dogodke. Morda sam nekaj besed, ki so jih izrekli o tem zgodovinarji. Zgodovinarka in političarka Zlatinka Perović meni, da študentski protesti niso bili podpora reformatorjem v tistem času, temveč dogmatskim silam znotraj partije. To se nanaša predvsem na beograjsko študentske proteste. Zgodovinar Jože Pirovic piše, da so študentske zahteve bile usmerjene v doslednejše uresničevanje socializma in pravičnosti, ne pa v rušenje sistema. To je zanimivo, tudi tuji zgodovinarji ugotavljajo, da jugoslovanski študentski protesti niso bili naperjeni zoper sistem, ampak za popravke tega sistema, da se uresniči tisto, kar sistem deklarira o sebi. Zgodovinar Božo Repe ocenjuje, da so študenti v zgodnjih 70-ih nasprotovali reformam, ki bi z liberalizacijo gospodarstva povečale socialne razlike. Res je študentsko gibanje bilo zelo proti tem, da bi se povečevale socialne razlike, vendar pa, na primer, akademik Peter Vodopivc piše, da so študenti v političnih polemikah tistega časa v Sloveniji podprli Staneta Kavčiča in okoli njega zbrane reformiste. To nam pokaže zelo pestrost dogajanja med študenti. Hrvaški zgodovinar Hrvoje Klasić piše, da je posebnost študentskega gibanja v Jugoslaviji bila odsotnost tem zunanje politike in mednarodnih dogodkov. Kar pa prav gotovo ne velja za skupnost študentov v Sloveniji, to tudi ni veljalo za vodstvo Zveze študentov Jugoslavije. Imamo živo pričo, ko se je član predsedstva Remzo Skenderović v imenu jugoslovanskih študentov udeležil mirovne konference v Vietnamu v Rimu leta 1973 kot član jugoslovanske delegacije. Kot član jugoslovanske delegacije in nastopil z predlogom, da bi se ustanovila neka neodvisna, svobodna univerza v Vietnamu kot pomoč pri razvoju razrušene države. No, za zaključek, Jože Pirovic študentsko gibanje razume, zgodovinar Jože Pirovic razume kot pomemben simptom družbenih in političnih kriz v Jugoslaviji, ki so pustile trajne posledice in razkrile krhkost sistema. S tem pove, da je bila študentska akcija tistega časa nek lakmusov papir dogajanja, zgodovinskega dogajanja 68-74. Hvala lepa. Magister Šetinc mi je ukradel pravzaprav en stavek iz sicer njegovega eseja.
ker je Remzo Skenderović je nekakšen most med tem drugim delom, drugim sklopom esejev v okviru oziranj in zadnjim, tretjim delom esejev, ki je bolj, bom rekel, oseben. To, da je Remzo bil član jugoslovanske delegacije na svetovni konferenci Mirovni o Vietnamu, nisem vedel. Remzo se v teh esejih predstavlja z esejem o umetnosti prevajanja. Remzo je od leta 1976 sodni tolmač za takrat srbo-hrvaški, danes so to 4 jeziki, plus makedonščina, skratka bosanščina, hrvaščina, srbščina, črnogorščina in makedonščina. Remzo, v čem je umetnost prevajanja? Zato bi potrebovali malo več časa, bi samo eno kratko par besed povedal. Jaz sem sicer po osnovni izobrazbi pravnik in sem se celo ukvarjal z gospodarskim pravom in to je zame, ko gre za pravo svetinje, mislim. In sem svojo delovno kariero na tem področju tudi, mislim, da je bila dokaj uspešna, tudi zaključil. Seveda tudi v pravu, mislim, absolutno tukaj kar nekaj pravnikov v dvorani, mislim, pismenost je zelo pomembna, mislim. In velik sem zagovornik tega, da bi na vseh univerzah, tehnični, takšni in drugačni, 4 leta ali pa 5 let mogli učiti se jezika. V tem primeru, če živimo v Sloveniji, najprej slovenskega jezika, potem pa tujega. Ker tuj jezik ne moreš govoriti, če ne razumeš svojega oziroma tistega matičnega jezika. Nažalost, verjetno bo še nekaj vode preteklo, preden bo mogoče dosežen ta nivo. No, potem sem se pa začel, moja druga ljubezen je pa drugače pa književnost in ko sem se odločil za študij, sem premišljeval med pravom in in književnosti in končno sem pač počakal, da se tudi s tem malo ukvarjam in rezultat tega dela so tudi 3 slovarji. Potem zadnjem bom na koncu malo več povedal. Ta razmislek ali pa esej o umetnosti prevajanja je treba prebrati, da se bi ga razumelo. Vsak okupator, mislim, še iz starih časov in tako naprej, če je hotel vladati z okupirano deželo, pa z ljudmi in tako naprej, je mogel najti način, kako se bo sporazumeval z domačimi ljudmi, po domač povedal. Čisto vse, že stari Egipt, pa potem pa Rimljani, pa tako naprej, da jih ne števam, so našli načine, da so potem pa izobraževali ljudi, ki so in prevajali jezik, seveda so mogli poznati tisti jezik tiste države, ki jih je okupirala, da bi lahko imeli neko komunikacijo in ti so bili zelo spoštovani, mislim. Ker bez njih enostavno niso mogli, mislim, tudi do turškega imperija in tako naprej, oni so tudi imeli precej razdeljen sistem, in ponovadi so imeli otroke, tisti, bi rekel, cerkvenih poglavarjev, da bi jih izobraževali in bi se naučili v tem primeru enega variant turskega jezika. Tako da, če hočemo razumeti, kaj je to prevajanje, zakaj prevajanje, kako se prevaja, kako se razume, to je treba prebrati. Ta esej imate vsi knjigo in bi predlagal najbolj enostavno to tako razumeti. En drugi del svojega razmisleka bom pa prihranil za na konc današnje razprave. Bom samo se vrnil na tisto tezo, prej, ko je omenil mladinci, prej smo bili mladinci, zdaj pa pravi, mislim, da se tako moram imeti nek odnos do svoje generacije, zdaj smo starejši mladinci. Da smo tega duha, mislim. Naslednji esej je spet zelo zanimiv. Miha Butara je raziskoval zgodovino Slovencev na deskah in Črnogorcev na šticama. Nimam pojma, kaj so štice, pa sem rojen v Črni Gori, nisem nikoli slišal ta izraz. Miha, izvolite. Hvala. Štice. Zanimivo ime,
do njega smo se dokopali v tem delu, ko smo predstavljali zgodovino tradicije črnogorskega naroda, Črnogorcev. Mi smo ugotovili, da gre pri delcah in po šticah za eno in isto zadevo, drugačno ime in tu je mogoče tudi izdelek sam po takšen bil nekoliko drugačen, v osnovi je pa takšnega namena, da je identičen. Remzo, da sem prav rekel. Pravzaprav, če sem jaz prav razumel, slovenščina in črnogorščina eni redkih jezikov na svetu, ki ne uporabljajo ski za smuči. Točno. Zelo malo držav na svetu je, ki ne uporabljajo besedo ski, kar je na nek način produkt severnih držav, Norvežanov, Švedov in Fincov, ne? Je pa slovenska beseda ski tista, pardon, smučine, tista, ki je podobna, ampak je originalna v svojem izvodu. Jaz bi uvodoma še nekaj rad povedal. Ne? Z veseljem sem se odzval na povabilo Remza Skenderoviča, da sodelujem v tem delu iz preprostega razloga, ker izredno cenim Črnogoro, Črnogorce. Jaz včasih ga razmišljam tudi na en drug način. Jaz sem v Črnogoro zaljubljen. Črnogoro poznam in to dosti dobro od leta 1969, 70. Tam sem določena obdobje preživel seveda v času služenega kadrovskega roka in tako naprej. Ene dvakrat sem se vračal skozi Črnogoro. Drugače pa spremljam vse, kar se da spremljati po netu. No, tako da sodelujem z vašim društvom, je velika krivica mojega prijatelja Remza Skenderoviča in sem mu hvaležen, da imam to možnost, da vse to, kar sem nadgradil, še vedno nadgrajujem, kar se tega tiče. No, tako kot je bilo rečeno, bi jaz v parih besedah spregovoril o nekih značilnostih vezanih za te dile ali pa delce in štice, izhajajoč iz pogleda v zgodovino. V tem prispevku, kot je bilo rečeno, bi rad slovensko in črnogorsko bralnost javno seznanil z razvojem smučanja v obeh državah in enim zelo pomembnim zgodovinskim smučarskim dogodkom. Slovenci nekako veljamo za smučarski narod. Naša kolektivna zavest se navezuje na več kot 300-letno smučarsko tradicijo, na eno najstarejših zimskih kultur v Evropi. Presenetljivo je, da Črna Gora ima tudi zgodovino smučanja in to zelo zanimivo, kar bo v nadaljevanju v parih besedah tudi prikazano. Kar se tiče Slovenije, ko govorimo o smučanju, vedno omenimo bloke. Bloke so na nek način centr smučanja v Slovensku, to je območje pokrajina, ki je vedno polna snega, ljudje so se v teh zimskih razmerah zelo težko premikali, prebivali in uporabljali so doma narejene smuči, ki so jih uporabljali za prehod z enega kraja do drugega kraja in celo nekaj drugega, tudi za prenašanje težjih, bomo rekel, obrok ali pa pridelkov, ki so jim bili potrebni za življenje in za vsakodnevno delo. Tako da je ta, bomo rekel, tradicija bogata. Zanimivo je pa to, da so na več načinov uporabljali smuči, tako da so se poganjali z palico, eno, ali pa celo brez palic, tudi ženske, ki so kakšno robo vozile v prodajo ali pa kaj podobnega, so dale koš na ramo in so šle recimo po neki poti, zelo težki, zahtevni, do cilja, ki je bil nekje predviden. No, sama zgodovina tega smučanja pri nas
je zabeležena prvič nekje v 17. stoletju. Naš veliki znanstvenik, če ga bom tako imenoval, Janez Vajkard Valvador, je v svoji knjigi, ki je šla v 17. stoletju, pisal o vložkah, o vložkih smučarjih, o vložkih smučariji, tako da so to bili prvi zapisi, pa tudi, bom rekel, prve skice, ki jih on naredil, sodijo v predstavitev tega obdobja in teh smučičev, kako tako imenujem. Drugače pa tako, ko sem rekel, knjige na to vižo so bile izdane tudi strani Herberstana. To je bil bogat posestnik z okolice Ajdovščine in je služboval tudi v Rusiji, tako da je od tam prenesel neke informacije in jih tudi od prenesel gor. V Rusiji besede smučanja ski ne poznajo neko drugo besedo, tako da je tudi za njih bila to neka noviteta, kar se tega tiče. Drugače pa norveški škof Otos Magnus v svoji knjigi opisal tudi te zadeve, vezane za smučanje, smučarijo in na nek način razširil tudi informacijo o smučanju tudi na tem našem koncu. Leta 1845 je v novicah Blajvarsa bilo opisano vloško smučanje. Ta opis je sestavil neki možakar Rinkom Podgrajskim. To je najstarejše časopisno poročanje o smučanju nasploh. Mislim, da tudi v drugih deželah Evrope ni bilo takih zapisov. Tako da imamo, bom rekel, tudi to pogledno kar zanimivo osnovo za obravnavo teh naših smučarskih veličin. Prosim. Vremo zapraša, kdaj bomo na Šticah, zdaj bom kar rekel, samo da sneg pada, pa smo mnogo. No, zdaj čisto na kratko moram reči naslednje, da je, bom rekel, če lahko temu rečem, slava vloške smučarije prenešena v Evropo, tudi v slovenski, jugoslovanski in balkanski prostor v teklem obdobju, da pa so Švedi celo izdali knjigo o vloškem smučanju in da je, bom rekel, ta vsebina, znanje o temu, kar se tukaj dogajalo, kako so ljudje tukaj živeli, kako so premagovali težke snežne zimske razmere, pošla v svet. Jaz bi rad še nekaj povezal s to zadevo, pridemo do Štic. Jaz sem predsednik organizacijskega odbora partizanske smučine CEDMA, 29 let tega, kar se s tem ukvarjam in moram reči, da je del te slovenske tradicije smučanja tudi tukaj, bom rekel, doživel nek ploden svet, če to rečem, preprosto zato, ker je 21. in 22. januara 1945, prosim? Če je leta 1945, pred koncem druge svetovne vojne, in to 21. in 22. januarja v Cerknem bilo izvedeno prvo partizansko smučanje v Cerknem. Smučali so v patrulnem teku, v teku na smučeh in v smučarskih skokih. Spremljali so to tekmovanje tudi predstavniki misij, zavezniških misij iz Amerike, Združenih držav Amerike, iz Rusije in Velike Britanije. In to je na nek način bila prva vojaška olimpijada. Nikjer na svetu takega tekmovanja ni bilo. 44 tekmovalcev je bilo, pobral so jih pa z raznih enot, ki so delovali na slovenskem prostoru in so organizirali tole tekmo.
ki je pa še danes tradicionalna, ima izredno velik pomen. Združuje pa med drugim pripadnike ali pa člane, zdaj pripadnikov seveda ni, Zveze združenj borcev, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega združenja na sever, Zveze slovenskih častnikov, vojaških gornikov in seveda pripadnikov Slovenske vojske, brez katerih tega tekmovanja pravega ne bi bilo. Tako da se vsako leto dobivamo v tem istem terminu in se izvajajo ta tekmovanja. Imeli smo največjo število udeležencev 450 pred časom, drugače to leto smo imeli pa 336 tekmovalcev. Slavnostni govornik nam je bil predsednik Zveze borcev Križman. Drugače boste pa videli v knjigi, je tudi slika Slavka Vidica. On je iz Društva za ohranjanje in varovanje naravne in smučarske kulturne dediščine. On je iz vasi Gora na Nanosu. Oni pa prenašajo tradicije bloškega smučanja. Ravno tako smučajo, kot sem rekel, na teh lesenih smučah z eno palico. Se spuščajo v dolino, reče so tega smučanja, to tradicijo uveljavijo in moram reči, da so zelo uspešni. Prosim. In zdaj sledi povezava s Šticami. In zdaj predno, še idemo na Štice, bi rad nekaj povedal. Namreč, če se spoštuje naša zgodovina, če se spoštuje to, kar smo ustvarili, to pomeni, da moramo tudi nekaj narediti za mlajše rodove. In tu v organizacijskem odboru v občini Cerkno smo se odločili za to, da se pripravi stalna panojska razstava, ki predstavlja zgodovino teh partizanskih smučin. Ravno tako imajo pa tudi odprto pohodno pot po teh partizanskih smučin, tako da grejo lahko tudi mladi po teh koncih in se seznanijo s to zgodovino. Druga zadeva je spet pomembna, zaradi tega, ker kdorkoli dela, pa tudi, bom rekel, ta ekipa, bi lahko, bom rekel, posegla na to področje. Mi smo uspeli dobiti zaradi tega, ker je 80-letnica tega dogodka, strani Pošte Slovenije izdajo znamk pod nazivom znamke Mir, povezane ena z koncem druge svetovne vojne, druga z ustanovitvijo Organizacije združenih narodov. Kako funkcijo ima Organizacija združenih narodov v tem trenutku veste, ustanovitev Narodne vlade Republike Slovenije, partizanskih smučin in seveda partizanskega dnevnika, to je časopis, tiskarna je bila v bližini Cerknika in je celo okupacijo tudi, bom rekel, ja, okej, moram na vsak način na Štice. In glede na to, da sem na koncu, in da je to na koncu, moram nekaj reči. Nekje konec leta 1892 je v Avstro-Ogrski Kotar prišel mladi norveški častnik, željan pustolovščin in potovanja v neznane kraje. To je bilo takrat, ker ni bilo prometa, ker ni bilo nekih povezav in tako naprej. Nastanil se je v hotelu Graz in takoj začel spraševati o loviščih v goratem delu Crne Gore in na koncu odpravil se je na pot, povezal se je z domačini, z nekim Jovanom, ki ga je povezal tudi z svojo družino, ga povezal, odprl mu prostor v tale del Črne Gore. Bil je atrakcija zaradi tega, ker do takrat ni nihče videl nobenega, ki bi smučil. Smučil je in celo v enem momentu, ker se je v tistih dneh spuščal po teh zasneženih površinah, je nekdo priletel do ljudi, ki so vodili tam neke svoje vodstvene strukture in je rekel, da je videl živega hudiča, ko se smuča z temi smučmi. To je bilo nekaj nenavadnega, nekaj novega
presenetljivega, ampak gotovo je pa nekaj, ne, da so ga Črnogorci presenetili zaradi tega, ker je bilo v Črnogori zelo veliko nekih stvari, ki jih ni predvidel. Recimo Črna Gora je imela desališče na umetnem ledu, imela je tudi neke igre z žogo in neko posebno igro, ki jo še nisem razumel do konca, ki je dalo nekega zmagovalca. In tisti, ki je bil zmagovalc, je bil čislana, spoštovana oseba za leto dni, se pravi, dokler ni bilo naslednjega tekmovanja in dokler ni bilo naslednjega zmagovalca. To je na kratko. Ajde, to še reči. Bom pa rekel še to, če mislite, da so štise dolge, niso, so kratke. Najlepša hvala. Do uporabe štic oziroma smuči imamo še kar nekaj časa, vmes je jesen in krvavice. In zanimivo o krvavicah je pisal, oziroma o eni specifični krvavici je pisal dr. Božidar Fleischmann, ki je verjetno želel Črnogorcem usiliti to krvavico, ker v Črni Gori ne poznamo takih krvavic. Izvolite, Fleischmann. Ne vem, če je še časa, ker... To je predzadnji esej, zadnji je potem... Piše, da vabilo do ob 6 se zaključi, pa pika. Tik taka čas. Tako, bom jaz krajšo, mislim, minimalno povedal. Skratka, jaz opisujem na podlagi svojega dnevnika, na potovanjih namreč piše dnevnik, avanturo, zelo lepo avanturo leta 86 v Črno Goro. Šli smo s krvavico, to smo ljubkovalno imenovali legendarni vojaški čovn na reko Taro, s tem čovnom. Ta čovn je imel super lastnosti, je bil pa eno hibo, namreč spuščal je črno barvo in po vsakem spustu smo iz čovna, kot bi prilezli iz dimnika, taki smo bili vsi črni od te barve. Enostavno se ga ni dalo spucati. Jaz sem pa razmišljal, kako ima Božidar Fleischmann na tej fotografiji, lahko pogledate fotografijo, take črne lase, zdaj ste dali odgovor. No, slika te slavne krvavice je tudi tu notri, v knjigi si jo boste lahko pogledali. Skratka, jaz se opisujem to avanturo, tu sta tudi dva udeležnica, 5 nas je bilo takrat, moja draga Sonja in Andrej Vidic, dva pa manjkata, ki sta bila še zraven. Opisujemo to res lepo avanturo preko Sarajeva, preko Foče, kjer so nas stregli kaznenci v eni restavraciji, kako so padali krožniki po tleh, ampak so se trudili, kot da bi radi Oskarja dobili. Skratka, in potem na Tari, kjer smo se spustili iz reke Bistrice v Taro, kjer pa nismo vedeli, da je tam prepovedano. V knjigi Tara, oziroma Durmitor in kanjon Tare, je napisano, da je tam najboljši spust v Taro. In tam so nas prestregli čuvaji in so rekli, da nam bojo prestrelili čovn, če ga ne zvlečemo čez hrib na drugo stran, ker je tam ena oska soteska, ki se imenuje Džavoli las. Že samo ime pove, da je malo problematično. In potem se je začel jugoslovanski Fitzgeraldo. Mi smo da čovn mogli spustiti in ga vleči čez hrib na drugo stran tih Džavoljev lazov in ga tam po vrvek spuščati dol in da smo se spet peljali naprej. Mislim, to je bilo res enkratno noro. Potem ta dva par, Vesna Jevnikar in Gorazd, Perko igralka Vesna, mogoče se spomnite iz filma, kaj je bil Sreča na vrvici, glavno vlogo igrala. In ona dva sta slavila takrat obletnico poroke. In mi smo šampanjcom pili pod slavnim mostom na Đurđevići Tara, smo pili šampanjc skupaj z enimi Nizozemci. Ena družina nizozemska je bila pa s kajaki. In tam se pa ne sme, ni že takrat čisto, ni se smelo taboriti. Mi nismo vedeli to. In pride čuvaj, pravi, tu je prepovedano. In potem je iznašel eno čudovito formulo, ki sem si jo zapisal v dnevnik, tem tujcem je rekel, Nizozemcem je rekel, vi lahko tu taborite, ker ste tujci. Nam je pa rekel, ločeno, vi lahko tu taborite, ker ste Jugoslovani.
Skratka, stvar je bila super rešena. Ne? Skratka, jaz opisujem vse te avanture, ne? Bilo je blatno, bilo je divje, Črna Gora je bila enkratna. Ne? Jaz sem tudi septembra spet doli v Črni Gori, kjer imam en projekt o spomenikih, ampak ta avantura iz leta 86 mi je pa res zelo ostala v spominu, kot en tak super dogodek. No. Podrobnosti, vse detalje, kako se ti pogovori odvijali, boste si lahko pripravili. Samo odgovore na vprašanje, kje ta krvavica ni. Ta krvavica je žalostno končala potem, ker smo se vozili po reki Kaupi in smo se nabili na en kol in smo je čisto razparali in smo gotovili, da ne bo, da ni pomoči in je končala na odpadu. Ne? Ampak, če me vprašate, če bi še enkrat šel s to krvavico na Taro, absolutno bi šel, samo če bi bil zrak noter. Ker ti si ni dalo več napumpati. Prijazno, hvala, doktor. Čisto zadnji prispevek, čisto zadnji esej v teh drugih oziranjih je esej Skenderja Bajrovića, tako da o obisku pravzaprav potopis je. O obisku razstave slovenskega slikarstva od leta 1848 do 1918 na Dunaju. Izvolite. Jaz vas srčno pozdravljam. Sem zelo vesel tega dogodka, res je, da čas gre, tako da moram biti čim bolj kratek. Nisi završil. Ampak jaz mislim, da bo zanimivo to, kar bom povedal, kar v kratki. Za ta moj prispevek esej je pa predvsem na prvo mesto kriv pa ta moj prijatelj Venco Skenderović, pa vidim, da ne samo jaz, ampak veliko se nas. In zahvaljujoč tudi svojemu dragemu prijatelju Peđi, ampak in moje drage sestri Remci Čica. Jaz sem slikar, profesor, v bistvu pedagog. Ta potovanja, kot je spod vaš ima rekel, v Črni Gori, jaz sem iz Črne Gore prišel, rojen sem v Businu. Imeli smo to srečo, da smo živeli na Cetinju. Na Cetinju sem svoje otroštvo imel. Takrat je bila Jugoslavija, krasna Jugoslavija. Imela smo 3 akademije, Beograd, Zagreb, Ljubljana. In moja pot na to pot je bila Pariz. Glede na to, da nisem imel vojske vreme, pa sva se supropostavila v Ljubljani. In Ljubljana je moj Pariz. Ta sreča moja je bila, da sem pedagog 33 let delal na osnovni šoli Poštarjavce. Imel sem toliko časa in projektov, da sem Narodna galerija je v bistvu zame nekaj ustat povedati. Narodna galerija je bila v učnem programu obvezna in takrat, zdaj imamo te krasne mlade kustose, ki so čudoviti, ti projekti, takrat ni bilo. Takrat si ti kot pedagog mogel enostavno peljati in imeti strokovno vodenje po galeriji. To je meni tako bilo čudovito in sem komaj čakal vsako leto, da svojim učenci ali pa potem še študenti ali pa s kolegami, da smo hodili in da so me poslušali to moje predanje. Kako sem pa vezan za slovensko likovno umetnost, za slovensko slikarstvo. Namreč govorim o obisku razstave Slovensko slikarstvo od leta 1848 do 1918 leta. To je razstava, ki je bila od 30. januarja do 25. maja največja slovenska razstava na Dunaju. In ko boste imeli prva priložnost, boste videli, da je to po 120 letih, so se slike, katere so narejene v Avstriji, na Dunaju, so pa potem pa še enkrat razstavljene in predstavljene. Moje potovanje je pa to, da so se odločili, da bom iz Celovca se odpeljal z vlakom, z svojim dragim prijateljem, slikarjem,
In na tem vlaku, to je 4 ure, sem vrtel film od otroštva in kako to, da sem jaz vezan na slovensko slikarstvo. Namreč na Cetinju, ki je zelo visoko kulturno mesto, takrat se spomnim naše mame, ki je imela eno bombonjero iz slovensko in je bila kofetarica gor po krovote. Ona je to dala v okvir in ta slika je bila v mojem otroštvu na steni. Druga slika, ki je zame zelo pomembna, Marko Penka, takrat, zdaj smo polni teh barvnih slik, takrat so bile črno-bela fotografija, je bila slika od Marka Penkarta. Govorim o otroku, ki je 5-6 razred. In potem pa ti prideš v to deželo, to lepoto, ta kulturološko, antropološko, krasno Ljubljano, Narodno galerijo in najdeš to sliko, to so bila doživetja. Moje najlepše vodenje je bilo, ko sta moj oče pa moja mama, katere smo osebno jih peljal, vsi prijatelji, ki so pa še iz Črne Gore ali pa kjerkoli sveta, oni so vedeli, da je prvo je pa Narodna galerija, potem pa gremo drugam. Potovanje od Celovca pa do Dunaja in Dunaju naslednji dan od 10. ure do pozno 5. ure. To je tak čudovit občutek, da ti slike iz Narodne galerije imaš v galeriji Belvedere, v spodnji galeriji Belvedere in pol pa začutiš tisto, da so slike na takem zelo visokem nivoju in osebno lahko rečem kot likovnik, kot pedagog in kot slikar, da sem bil izjemno ponosen. Izjemno srečen tega trenutka, tega potovanja, od vseh, to se pravi, od realizma do impresionizma, ker nimamo časa, da govorim, ampak moram pa povedati Ivane Kopilice, impresionistov, Častnena, Jame, Grokara in tako naprej. Potem to potovanje je bilo v bistvu eno moje razmišljanje in zahvaljujoč še enkrat mojim prijateljem in moji sestri se je uresničilo v tej zbirki ali pa zboru. Hvala. Hvala Skelderju Bajroviću. To je bilo predstavljenih 9 od 10 esejev teh oziranj, ne bi bilo seveda brez teh avtorjev in seveda ne bi bilo oziranj brez finančne podpore Slovenskega ministrstva za kulturo, Ministrstva za diasporo Črne Gore, podjetja Lebond iz Ljubljane in seveda brez Zveze Kulturni center Črnogorskega društva Slovenije. Za konec, predno, verjamem, da ste žejni, upam, da boste še 3 minute še bolj zdržali. Predsednik je pripravil sicer na žalost ne vranac, recimo, kar bi se spodobilo, ampak neko slovensko vino je. Remzov drugi slovar, torej ne druga spremenjena in dopolnjena izdaja slovensko-črnogorskega slovarja oziroma crnogorsko-slovenačkega rečnika. Remzo, v čem je ta druga izdaja spremenjena in dopolnjena? Vidim, zdaj ta slovar danes sem kar štel, ima 400, mislim da 38 strani in prvih ima manj. Najprej, da ne bom pozabil, ker prej sem rekel, sem starejši mladinc, da je to knjigo oziroma obe knjigi oblikovala arhitektka Sandra Hrovat, ki je tukaj prisotna, priprosil, če bi ostala. To je sicer, da se malo pohvalim, mama mojih vnukov, da ste tudi zraven. Da ne bom pozabil. Jaz sem v Telegrafskem, ker to gre za strokovne stvari, ko sem se bolj intenzivno začel ukvarjati z sodnim prevajanjem in tako naprej, sem imel kar težave z dobrimi slovarji, ker jih ni bilo sploh z tega prejšnjega srbo-hrvaškega področja in sem v 2015 začel malo se igrati, ker to ni moje ožje področje, sem pravnik pač po izobrazbi, nisem toliko spoznal na te stvari in
skušal po svojem najboljšem znanju in po pomoči takratnih recenzentov in tako naprej spraviti nekaj v neki obliki, tako da sem najprej naredil slovensko-makedonski in makedonsko-slovenski slovar. To je prvi dvosmerni slovar v obeh državah. Potem sem pa, ko sem imel že neko podlago, ker sem pač porodil iz Črne Gore, sem pa šel pa nares, sem imel že praktično pol slovarja, slovensko-črnogorski in črnogorsko-slovenski. Potem sem pa že imel material, sem pa naredil še črnogorsko-makedonski in makedonsko-črnogorski slovar. Tako to so v eni knjigi, tako da čez te strani je slovar, z slovnico v sredini, z te strani je rečnik. Tako da problem je bil v tem, to mi je pomagala Sandra Hrovat pri oblikovanju, ker to mora v roko se prijeti, pa mora biti uporabno, da niso to velike enciklopedije in tako naprej, da je pač uporabno. Pozneje v pogovoru s tistimi ljudmi, ki se bolj spoznajo na to vrsto literature, da uporabim pogojno to besedo, sem prišel do nekih novih spoznanj in od takrat, od praktično izdaje tega prvega črnogorsko-slovenskega slovarja, je minilo kar 10 let. Veliko mi je zadnjih 5 let v pogovorih pokojni Vladimir Rosovnik pomagal z nasveti, pa še nekateri, da ne bom zdaj imenoval jezikoslovci. Nekaj stvari nismo do konca razčistili. Mi je pa na koncu, moram reči, tudi tukaj prisotni moj dober prijatelj, Peđa Ašelin pomagal, tako da skoraj bi rekel, če bom izdal tudi ta tretjo izdajo, kdaj upam, najbrž bo tudi soavtor slovarja, to mi je pomagal, moram reči, da je na svetu in nekimi tehničnimi rešitvami, tako da je precej izboljšan slovar v primerjavi z onim je uporaben, tako da za neko osnovno rabo je. Ta slovar... Šnice so notri? Prosim? Šnice so notri? Ja, zdaj si me pa našal. To je zanimivo, mislim, evo, tukaj so pa Črnogorci, mislim pa, da vam vržem malo kost, mislim, nisem že dolgo slišal to besedo, 2 dni nazaj sem jo slišal, mogoče pome boste povedali, kaj pomeni beseda čat, meko č-a-t. Recimo, to je stara beseda, to je leksikografsko bogatstvo, mislim, vsakega jezika. Remzo polako postaje rospija. To je crnogorsko. Tako da ta slovar boste lahko dobro danes ste dobili oziranje, mislim, si navzoči slovar, kdorkoli bo želel, pač malo smo imeli na koncu, ker mi smo vedeli samo eno društvo, mislim, ki smo to sfinancirali in tako naprej. Če bo kdo hotel živeti zase, mislim, ta slovar, boste našli moj naslov, pa se bomo zmenili, kdaj pa kako boste dobili, da ne bom zdaj razlagal podrobnosti. Evo, tako da ob eni priliki sem rekel, slovar je tukaj, uporabljajte ga. Čestitke Remzu za drugo dopolnjeno izdajo slovensko-črnogorskega slovarja. Hvala vsem za vašo udeležbo. Nadaljujemo z druženjem ob kozarcu. Izvolite naprej. Hvala lepa. Jaz ne morem slušati na prakso. Hajde najprej Remzo, ajde če se bodo. Če nećete vidjeti, da mene možete biti ne. Nemo oziranje. In prav za te Slovenija še ima predali izjavo. Tega ne spomnimo. Da. Thank you.
Sad da napišem Dobro,